To se spomnim, ko sem po tistem dežju šel, te smo vedeli, zdaj pa to. In od takrat naprej sem tudi po 350krat na leto na tem hribu. No. Sam vem, da sem ženi rekel, ne vem, če nimam rebra zlomljene, ali pa naj te tu pregledaj, pa jaz nekaj pa ne rečejo. Fak, jaz imam ful dober čas, ali meni je vseeno, zdaj bom jaz 3. ali 4. ali 5. Polikak cajt imam pa je super. Takrat, ko se 50 konča, se 100 še v redu ne začne. Potom na nek način, da grem z glavo skozi zid, ne grem samo do zida, ampak grem trmast z glavo skozi zid, da ne popustim pred določenih odločitvah. Ne vem, kamorkoli sem šel v naše kraje, kje drugi, pečnik, ali trgovino, vse, to ni od dobenega mira več. Spoštovana publika, dobrodošli, dame in gospodje. To je že avgustovska oddaja podcasta Zagret za tek, z mano pa izvrsten gost, ste ga že najbrž prepoznali, več boste v njem zvedeli, z mano je Matej Pečnik. Matej, živijo. Živijo. Koroška praviš, ali kje se zadržuješ ta trenutek? Koroška, doma na Prevaljah, center Koroške. Saj za nas, no. Zdaj, Koroško malo poznam, svoje čase sem bil tudi poslovne obveznosti gor in tako naprej. Ta dolina je zelo zanimiva, od Črne do Raven, pa Prevalje in tako naprej. A te gor tudi lokalna rivalstva, recimo, no, da se dajete malo med sabo? Mislim, da ne, no. Vsaj na tej ultra sceni jaz ne poznam rivalstva. No. Mogoče malo čudno, ampak to ne. To ne. V futbalu to no, to je zmen bilo, ampak na ultra sceni pa ne. Ja, to je zanimivo. Recimo letos sem bil jaz v Zasavju dol, pa vem, da ima tako Hrastnik, Zagorje, kot Trbovlje imajo pač svoj pogled na ločene stvari, vsaj pri fuzbolu in drugih športih. Trail pa recimo združuje tudi nasprotne in rivalske poglede, ali kako. A bi se strinjal s tem? Definitivno. Vsaj moje izkušnje gredo v to smer, nič drugače. Očitno, sva izbrala pravi šport, tako da tudi, če se ne bova strinjala, se bova na koncu strinjala, no saj jaz grem ponavadi teč, pa se vmes med tekom kaj ne strinjamo, na koncu se zmer strinjamo, ob pivu. Zdaj mi povej, Matej, ti še spiješ kakšno pivo ali si čist na suhem, kar se tega tiče? Mogoče kako brezalkoholno, drugače pa ne vem, piva ne maram preveč. Spijem pa resnično vsak dan vsaj deci vina pri kosilu, no, to pa Tudi če je v soboto trail, ali mislim štarta v petek zvečer, še za kosilo v petek še popijem kozarc vina. No. Ne, da sem zdaj brez alkohola, čisti. Kozarc vina spijem. No, pa sva najdla že eno razliko, jaz kot zaprisežen pivec, ti kot, poskušala združiti pač te najne poti do konca tega pogovora, malo se hecam, kajpak. Matej Pečnik, dame in gospodje, ime ste slišali, zdaj ga še vidite. Zakaj me fascinira, zakaj sem te povabil, dragi Matej? Ne samo zato, ker si letnik 1976, ki je pač najboljši letnik, jasno. Pa zaradi tega, ker me res navdušuje, da človek mojih let uspešno preganja 20 let mlajše po hribih, in jih premaguje, to mi res dobro, tako da še sam se počutim kdaj sposoben, pa zaradi tega. Naj par besed o tebi povem, Matej, za uvod. Čistokrvni Korošec, ko sem že ugotovila, doma iz Prevalj, zagrizen športnik, kajpak po 30. se je lotil športati, najprej gorsko kolesarstvo, zadnjih 12 let pa predvsem tek, najprej cestni teki, pa maratoni, zadnja leta pa zelo prepoznavno v trail tekih, ultra trail tekih, namreč zmagovalec zadnje 100 v Vipavi, drugi zadnjega K24 na isti razdalji na 100, se na vseh svojih dirkah uspešno kosa, s predvsem mlajšimi sotekmovalci. Je tudi oče 2 uspešnih kolesarjev.
aktiven v lokalni politiki, njegova najljubša razvada pa je ne pivo, ne vino, ampak sladoled. Ja. Matej, sladoled. Zakaj sladoled? Kje si najdel pa sladoled? Ne vem, to resnično, ko večkrat razmišljam, kdaj se je to pojavilo, z katerega razloga. Ne spomnim se, no, vem, da me spremlja že ne vem, vsaj desetletje in ne predstavljam še, da bi šel spat brez sladoleda. No. Neizvedljivo. Teda, če sem kje zunaj, kaj sem prav nervozen, dokler ne prijem do sladoleda. No. Se pravi, hočeš reči, da tvoje skrinje doma so založene s temi bancami kilskimi, ali kako? Ja, to definitivno. To žena, kar se večkrat pritožuje, da zaradi vseh mojih sladoledov ni prostora za ostale zadeve. No. Zdaj, poznam tekače, ki imajo sponzorje za športno prehrano, pa napitke, pa copate in tako naprej. Ti imaš sponzora za sladoled? Žal ne, no. Ne, še. Če to posluša, tam zunaj veliko vas je, ki sladoled razpečujete po Sloveniji, imate svojega ambasadorja. Ja, tako. Evo, Matej Pečnik je sprejel navdušen sladoledojedec. Ja, v enem intervjuju si rekel, da si to lahko prvoščeš, ker se ti tak pač ne obeša to na špeh, ker čez dan pokuriš vse to, ali kako? Ja, zgleda, da res, no, to, ne vem, z sladoledom, da ga ne bi jedel zaradi kila, kakorkoli, na to nisem nikoli pomislil, no, to zaenkrat teh problemov ni, no, pa tudi ne pazim drugačne na prehrano, ampak vsi smo vse jedci, no, zelo radi dobro jemo, no. Tudi veliko. Evo, to bova zdaj razdelala. Zdaj tisti, ki te spremljamo, nadaljavo poznamo zadnja leta, si ne moremo predstavljati, da si ti kdaj imel recimo 110 kil, ja? Pa da si bil ljubitelj kakšnih drugih razvedrilnih napitkov in še česa. Tudi tisti, ki me poznajo tu v domačem okolju, ne vem, zadnjih 12, 13, 10 let, ne, si težko predstavljajo, kako je bilo, in tako rekoč včasih ne verjamejo in je treba jim posredovati kakšne stare slike, da pač vidijo, da je res bilo temu tako. Ja, 110 kil, to je dejstvo. Še več kaj drugega, no, tudi kar veliko alkohola zraven. Sicer se tudi familiji reče, ne, da sem bil pijan, ampak sem ga v redu nesel. Flaša Jägermeistera, če smo bili kje, ni bil problema. Žena še zdaj govori, vidiš, tja pa tja ne moramo več na obisk iti, ker si jim zmen vse popil. Zdaj ne smete tja iti, ker ne boš pojedel v sladoled. Se bojijo, kaj bo spet. Ampak, koliko kilogramov imaš zdaj, no, če to ni skrivnost? Zdaj tam 65-66 kilogramov. Odvisno, če grem na test, če daljši tek, imam 65, če ne pa 66. Zelo filigransko, ja. Ampak to je res, čak malo, to je 45 kil razlike. Ja. Zdaj, vem, kakšne postave si, naravno deluješ, pač suhlet in šport in tako naprej, pa najbrž si bil tak tudi v mladosti. Kje pa si potem zadobil vse to? Kje pa so se ti naložile vse te kile? Ja, ko je zanosila žena s prvim sinom, sem posledično zanosil tudi jaz, ker res preden da ona zanosila, sem imel tam okrog 70 kil, 71 skozi, športna postava. Ampak takrat je pa kar hitro šlo, leto pa pol, kar že čez 100 in potem do te meje 110. Človek bi se skoraj mogel za to fajn potruditi, no, ampak pa te si žena ti nič sekirala, ali pa kdo drug pa rekel, Matej, no, malo se zberno, kakšen si, no, sej, ajde, no, pejte saj malo hoditi. Pa mislim, zaradi samih kil, jaz imel občutek, da smo v redu, sem fit, jaz sem se počutil vitkega, resnično, no.
Bolj je, žena je bolj sitnarna zaradi cigaret, a ne. Ker potem se je pa, ko je drugič zanosila, je pa, ali pač ne bomo mogli, pa ne kaditi v stanovanju, pa sem tja naredil prenehaj kaditi, in sem prenehal kaditi, no. Pa se je ponovno začel tudi ukvarjati z športom. To je prinesel pač načrtovanje drugega otroka oziroma zanositev z drugim sinom. Družina te je rešila pravša, ne? Čeprav v enem intervjuju si dejal, da si bil na pregledu pri doktorju, pa ti je rekel Pečnik, tale jetra so pa zelo zamaščena, to pa ne bo dobro. To je bil pa tisti odločilni trenutek, ko resnično se še, pa je že več kot 10 let od tega, se v živo spominjam, točno če bi zdaj v bolnici dorekel, kje, kako in kaj, kako je zdravnik izgledal in je bil res tisto ultrazvok notranjih organov sem imel zaradi problema z pritiskom, povišanim krvni pritisk sem imel, bil sem na tabletah in pač v dokumentu rekel, lejte, to imate zamaščena jetra, nimamo, kako imam zamaščena jetra, ne, ja, imate zamaščena jetra in to me res je, ne vem, da me je prizadelo, ampak me je šokiralo in vem, da sem pač takrat je nekaj kliknalo tudi, da ne samo, da ne kadim več, ampak da bo treba tudi kaj drugega narediti. In sem se obul in šel na sosednji hrib, oziroma nam najbližji hrib, imenovan Brinjeva gora, sicer višine 723 metrov, ni gora, ampak reče se Brinjeva gora, no. Ja. In tam se je rodil pač Matej Pečnik 2.0 ali kako, 3.0, ker si bil, ne vem, star 30 let. Kako. Ja, bo resnično na tak način, ja, ker vem, da, ne vem, to je bil četrtek, a ne, in potem naslednji dan pa vem, da je bil dež in vem, da smo imeli malarje, no, pač bajsali, belili smo stanovanje, žena mene gledajo, kaj ti v vetru, ko pa hlače, pa sem rekel, ja, grem spet, a ne. In sem šel v dežju in to se spomnim, ko sem po tistem dežju šel, te smo vedel, zdaj pa to. In od takrat naprej sem tudi po 350krat na leto na tem hribu. No. Pri nas pač kroži, da je to MP, Matej Pečnik playground. No. Ampak, mislim, kakšna radikalna sprememba življenjskega sloga, se pravi, en dan si še v gostilni, ker nazdravljaš, ne vem, odpiraš tretjo škatlico cigaret, potem doma nekaj poješ, naslednji dan švicaš na Brinjevo goro, ne, pa vsem ostalim razvadam pomahaš v slovo. Si imel kaj težav s tem, ali si bil tako odločen, da pač to je to in... Ne, resnično s tem nikoli nisem imel težav. No. To, ne vem, jaz se ko pravijo, da ko nekako preklopim, ko nekaj delam, pol... Ne. Sem tam ne na obsedenost, ampak sem čisto v tem in me druge zadeve me ne vrže iz tira ali potegne nazaj ali kakorkoli. Začel se je čisti užitek, ker če ne bi užival v tem, potem ne bi šel dan za dnem na isti hrib, no, ali je malo čudno že, ampak jaz sem šel in še hodim, no. Se pravi, vzdržuješ še to tradicijo, da Brinjeva gora more past, recimo? Ja, Brinjeva gora, to je, ne vem točno, kako se bi izrazil, to, da vse je pomembnejše, ali življenjske dogodke, ali tekme sinov, to je monit na Brinjevo goro, tam je sicer križov pot, ena cerkev je vrh, križ in pač to grem na Brinjevo goro, pač se pogovoriti ali sam s sabo ali prositi za neko stvar in ta ritual ostaja, če le gre, tudi če gremo, ne vem, 7 zjutraj na kjere tekme zaradi sinov, jaz bom šel 5:30 na Brinjevo goro, no. To ni problema. Prav. Se pravi, lokalci te redno srečujejo, tisti, ki hodijo in dejansko si maskota, tam ikona pravzaprav. Je na nek tak način, no. Sam sicer prvo temu nisem posvečal teh pozornosti, sem pa smo nastravo, že določeni kolegi so pa še objavili MP playground, ali MP playground. Pa so že doma začeli in ostali in
zdaj to ni nič kaj posebnega. Pač, kdorkoli zahaja, tu gor je navajeno. Je čudno, če me en teden ni. Se že vsi sprašujejo, kaj je narobe, Točno tako. da ni zbolel ali kaj takega. Ja. Preden pač pa si, do polnih teh 30 let, pa si imel nekaj, in talenta in volje in želje, da si se ukvarjal, s smučanjem in tako naprej. Ja, kot mlad, takrat je bilo to, pri nas je bilo popularno smučanje. Smučal si kljub Fužinar, bil je veliko reprezentantov, je dal včasih še v času Jugoslavije. Bil sem uspešen, ne vem, pač med tremi dobro, če zdaj rekel na slovenskem, to je bilo na jugoslovanskem nivoju, potem pa vem, da me v Celju, da me smo v bližnjem srečanju z avtom, me povozil avto in to je bil nek razlog, da sem dal to na strano. Verjetno sem iskal izhod in je pač to da me avto povozil šlo celo na roko, no, da sem smučanjem zaključil, potem so leta, ne vem, nogometni klub Korotan, ki je bil v prvi ligi, smo pač vsi bili obsedeni z nogometom, sem igral oziroma branil za Korotan v mlajših selekcijah mladinskih. Potem je prišla satelitska televizija, Tour de France, smo s prijatelji pač spremljali ta Tour de France in pač kolesarili sami, kolikor se da tu okrog, imeli neko kolesarsko društvo tudi. No, potem pa so prišla študentska leta, pa za nositev skupaj z ženo. In po 30. se je krivulja ponovno obrnila na športno stran. Ja, nisem prvi, ki je rekel, da si naredil to transformacijo, kot Dean Karnazes, znani ameriški ultramaratonec, ki na svoj 30. rojstni dan bil v bucu pate in tekel pač 30 milj in potem je bilo vse je čisto drugače. Tudi pri tebi je tako bilo, ampak ti se nisi vrgel najprej v tek, ampak na kolesa. Na kolo, ja. Kolo je resnično že kot mlad, no, zdaj pač v gimnaziji, v tam študentskih letih, sem zelo rad, tako sam kot kolegi, s katerimi smo se združili, smo pač sanjali v Tour de France, zelo radi kolesarili, tako rekoč vsak dan. Takrat v teku ne da nisem razmišljal, ampak niti me ni prešinilo, da bi jaz da tekel ali da bi tekel 5 km, 10 km. Vem, da ko sem smučal, je bilo za mene, ne vem, teč tisto ogrevanje, pa ko smo delali 600-metrske teke, to je bila testirana, to je največja muka v življenju, kaj je. Vse drugo prej, no, samo tek ne. Zato je verjetno potem, no, po 30. letu, da prvo normalno z hojo, pa potem, da sem se pač za tiste prve ljubezni začel ukvarjati z kolesarstvom, sicer ni bilo to profesionalno, ampak čist amatersko. Prvo nelicenciran, potem licenciran in tako je šla pot naprej, no, dokler se nista pridružila na kolesu tudi sinova. No, bo še kakšno rekla o sinovih, ampak ja, praviš nelicenciran, potem licenciran, kar uspešen si bil na kolesu za, dajva reči, enega rekreativca, vendar le si tudi pobral kakšen državni naslov celo med amaterji. Med nelicenciranimi sem bil celo državni prvak, ja. Zanimiv Black Hole, no, v Črni je bilo to prvenstvo. Pa bil sem med amaterji, sem bil pa tudi venomer na stopničkah, na maratonih. Mislim, da ni bilo maratona, no da. Vsaj v kategoriji amaterjev, da ne bil na stopničkah. Teda, daljše, ko so bile variante, že takrat mi je bolj sedlo to. Mislim, ti je to dajal spodbudo še večjo, oziroma, dajva reči tako, je to prebudilo v tebi tekmovalno žilico, pa so gotovi, da ti to pa ustreza. Zdaj, vsi smo krvaje pod kožo, no, in zdaj, če so neki uspehi ali v lokalnem okolju, ali v Sloveniji, definitivno te to motivira in ti daje neka naprej, da saj gledaš, kje je neka naslednja prireditev, pa mislim, je neka vleče in te žene naprej, no. To definitivno reče to, da ni res, ne vem, no. Ni čisto iskren, ja, tako, Ja. ja. To je približno tako, kot vsi pravimo, da
gremo lahko teč brez ure, a ne, pa tudi kdaj gremo, ampak Čutek, ja. še vse nas malo matra, a ne, To. da bi pošpegali, a ne, če bi se le dalo. Ti si vozil cestno kolo, vozil si gorsko kolo, ni da ni. Gorsko. Gorsko kolo, pa kako naporen šport je recimo gorsko kolesarstvo? Jaz včasih spremljam kakšno tekmo, tako mogoče po televiziji, pa si rečem, ok, teč v klanec je zahtevno, zajebano, ampak kolesariti v klanec, ne, se mi pa zdi še bolj težko. Kaj ti meniš? Jaz mislim, da sami maratoni gorsko-kolesarski, da dobro, potem ti zgre na izčrpavanje, pač z urami pride napor isto, ko pri trailu, ne. Ampak kar je pa intenzivno, olimpijski kros, to pa mislim, da ni težjega športa, no. Saj kar sem si jaz skusil, pa kar pač pravi strokovnjaki iz tega področja, ko se delajo neke primerjave, da olimpijski kros ne bi bil najtežji šport. Gorsko kolesarstvo, olimpijski kros, no, ker tam je pač tista ura pa pol od štarta, čisti šprint, tako rekoč, in se pravi, razlika je, a ne, v krosu pride z 200 pulza na vrh klanca, pa se spusti, oni ko pa downhill vozi, ali se pač štarta z, ne vem, z nizkim pulzom, pa se samo spusti, ali da. Tako pravijo, no, pa tudi kar sem si do zdaj izkusil, je težko. Olimpijski kros, malo za tiste, ki pač ne poznajo tega športa, te discipline, da mi malo razloži čisto tehnično, no? Višinci, razdalja. To olimpijski kros pač poteka v krogih, a ne, tam krog je recimo cirka 4 kilometre dolžine, zdaj točno koliko je določena minimalna višinska razlika na krog, ne vem, ampak znaša je tam od 160 do 220 višincev na krog, nekje od 1000 do 1200 na višincev na dirko, kaj bi rekel, valovit teren, po terenu, korenine, dropi, ja. Se pravi, moraš biti živalsko pripravljen, pa še zbran ves čas, pa okreten ni, da ni, a ne, to je, boš rekel, da je bolj zahtevno, kot recimo teči. Je, to definitivno. Tudi mislim, da je bolj zahtevno kot teč tudi po zahtevnih terenih za teč, no, tam je v krosu pač določene tehnični deli, ne vem, vsaj za nas večino niso vozni, ko preteče nek tehnični del, lahko tako rekoč vsak, ker pač malo več teče, no. Tam pa lahko povem, da tudi mene je bilo včasih na katerih trasah pošteno strah, no, in da sem tudi večkrat shodil kje, ne, saj tudi obstajajo fotografije. Ni me sram priznati tega. Gorsko kolesarstvo je tudi olimpijski šport, ja, tako, že nekaj časa smo imeli tudi nekaj slovenskih tekmovalcev, če se ne motim, ne? Ja, smo imeli pred več kot desetletjem na olimpijskih igrah tudi, ampak zdaj v zadnjih 10-15 letih pa se je treba vedeti, kako zahtevno je, da doben Slovenec tako rekoč v svetovnem pokalu ne pride med 50 v elitni kategoriji članski. Pred leti je to še bilo, zdaj pa ne. Je to zaradi pomanjkanja slovenskih tekmovalcev ali je nasploh šel se ta šport toliko naprej? Mislim, da v Sloveniji, da se verjetno neka v samem načinu dela od mlajših kategorij neka ne štima, ker v mlajših kategorijah, ne vem, verjetno baza je široka, ne. Mlajše kategorije tekmovalce imamo, ampak zgleda, da vsi nekako zgorijo že do mladincev in potem jih ni nikjer več. To bi bilo treba zares, ja, jih pa zmanjka. Praviš, in tvoj najstarejši sin je tudi začel v gorskem kolesarstvu, ali kako? Ja, on je začel v gorskem kolesarstvu, ker pač na Koroškem je bil kolesarski klub Ravne, gorsko-kolesarski klub. Tudi en zadnjih, ki je pač v svetovnem pokalu med mladinci se uvrščal tudi med 10. Pa smo včasih nezadovoljni, ker je bil 9., 10. ali pa 8. svetovnem pokalu, ne. Zdaj pa
so nekateri zadovoljni, ko so 27, no. Mi smo pa trener ga napisal, ko je bil 17. svetovnem pokalu, ne. 17 je bil, ampak zdaj bi pa vsakdo rad bil 17. Pa to je bil še, ne vem, sorazmerno mlad, ko je dosegal po teh rezultatih. Ja, to je mladinec je bil 17-18 let star, ne. Saj že tudi že prej kot mlajši mladinec, bile so tudi sezone, ko vse tekme zmagal, ne, na domačih tleh, pa bil je mlad, no. Zdaj pa drugje, zdaj pa na cesti, čez en teden na svetovnem prvenstvu, no. Noro, ime Teo Pečnik je tudi, ja, vse tistim, ki kolesarstvo spremljajo, zveni znano, ampak kako to, da je presedlal zaradi predispozicij, želje, usmeritev? V času, ko je Tadej Pogačar zmagal Tour, je dobil Teo kar več klicev z strani različnih klubov, tudi strani Ljubljana Gustov, vem, da ga je klical Miha Koncilja, doktor Radoje Milič, ki opravlja testiranja na Difo, in pa Luka Žele, in so ga pač povabili v Ljubljana Gustov in takrat je, kot je pač, ne vem, takšni ljudje kličejo, ni razmišljal in je šel, no. Je res, da ima mladenič predispozicije praktično podobne kot Tadej Pogačar? Ja, to so besede doktor Radoja Miliča na fakulteti za šport, no. Samo ne pomaga, kaj v laboratoriju, važno je, kaj bo na terenu, na cesti, no. Zdaj za letos zaenkrat uspešno, no. Ja, državni naslov na U23 je že odnesel, to ste te fotke, se nekje spomnim. To je, ja. Samo kaj še bo, sezona je še dolga, no. Praviš, gre na svetovno prvenstvo, ja, to bo kar napeto. Sta z ženo nervozna, ko spremljata njegove dirke, recimo, ne? Najbrž sta jih spremljala veliko, ko sta ga vozila že okrog in tako naprej. Ja, najbolj nervozni smo, če ni nekih informacij, če ni prenosa in to, če si tam na sami tekmi še nekod gre, drugače pa, saj kdo ima otroke pa tekmuje, kaj ve, kakva je to zadeva, no, da si najhujše je, če ni nobenih informacij, no. To je nervoza res velika. Je naporno biti starš perspektivnega športnika od mladih nog, predstavljam si, ne, da je to cel kup enih logističnih izzivov, pa prevozov, pa rihtanja opreme, pa vsega ostalega? Ja, na nek način je naporno, samo pri nas se pa na srečo, vsaj do zdaj se je vse, ne morem reči, da se je vse poplačalo, ampak je zadovoljstvo na koncu še zmeraj večje, kot pa vsa energija, ki se je pač vlagala v to. Saj paradoks je, da sem jaz tudi začel teči prav iz tega razloga, no, ker nekako ni šlo več dva, da bi trije zdaj gorsko tekmovali, ker to ni kot na cesti, ko pač kolo lahko gre en mesec brez, da ti niti verigo namažeš. To so skozi neki problemi, ponavadi pred štarti in vse, in nikakor ni šlo, da bomo šlaufali zdaj dva kolesa od sinov, še mojega, in sem rekel, je bolj enostavno, daš gor teniske, oziroma superge, greš teč, svoje narediš, a ne, in pa pol se posvetiš pa sinovom. Teda res je, pol, da sem presedlo na tek, je to bil tisti zanimivo, no, je to bil glavni vzrok, no. Glavni vzrok, da družinski proračun pa čas ni več prenesel 3 gorskih kolesarjev pri bajti, pa je foter pol postal tekač. Ja, tako rekoč, to je dejstvo, no. In zdaj, ko si pa odkril tek, ok, imel si zdaj že dobro bazo iz kolesa, in kakšna je pa zdaj ta razlika? No? Zdaj, jaz sem s kolesarji se včasih pogovarjal, spomnim se, pred v Radencih je prišel en mladenič s kolesa, praktično od teku 1:20 polovičko, pa rekel, se nisem nič treniral, vi ne morete tega narediti na kolesu, kar jaz lahko na teku, pa sem si zmeraj predstavljal, da imajo kolesarji
neko prednost pred tekači, ker imajo kardiovaskularno razvitost pa te sposobnosti enako dobro razvito, hkrati pa mišice niso tako hendikepirane, kot pa če bi šel z teka na kolesarstvo. Kaj ti poveš iz lastnih izkušenj lahko? Jaz sem to na nek način sem istega mnenja, no. Da definitivno ima kolesar prednost, nek 100% kolesar pred nekemu 100% tekaču, da je to lažje zamenjati in pač za nek tak, ne vem, dober slovenski čas, a ne, sigurno kot pa kontra, ker na kolesu tam, če ni hitrosti, ali ne vem, ne pokrije skoka in je le malo drugačno. Se pravi, kolesari načeloma so bolj vsestranski, moraš biti in šprinter in vzdržljivci in močan kot konj in vse ostalo, a ne moraš znati razvijati tiste vate neprimerno bolj kot mogoče pri teku, ker ni takih skokov. Se pravi, ko si ti šel iz kolesarstva v tek, ti je bila to šala mala, ali kaj? Ne, na začetku ne, na začetku so bile definitivno muke. Jaz vem, da sem šel na prvo 21, ko nema 5 ali 6 tekov sem naredil in po 21, ki vem, da je to bilo glede muskelfibrov, pa kaj, da je bilo grozovito in to ne priporočam nobenemu. Saj sem, ne vem, sem tekel okrog uro pa pol, samo to, tako varianto vem, da ne grem več da. Isto sem šel na prvo 50, ker sem imel probleme z prepono, sem šel isto, ne vem, ali 5 ali 6 tekov, nekaj tudi je bil 1 ali 2 malo daljša, ne, potem sem šel pa na 50, ko v Črni, saj sem prišel v cilj, normalno pa vse, samo vem, da sem imel veliko večje posledice, kot pa po, ne vem, po 100. Takrat je bilo kar muka, no. Da sem v avtu tisti teden, ko sem se še vozil, sem pol mogel da vstati pa se malo nadihati, pa gremo naprej. To je bila muka, no. Si rekel, ne. Čist prestar sem za te nove športe, ampak vseeno, ne, ajde, tisto polovičko bom, pa maraton tudi najbrž na cesti. Se najprej si začel na cesti teči, takrat, ko si ti to tekel še, recimo traili niti niso bili popularni, niti jih ni bilo, ne, pa te ni cesta recimo toliko zagrabila, da bi bil pa čisto krvni cestni tekač. Ne, to ne, saj tudi zdaj, sicer saj grem še na cesto, da pač, ne vem, 20-25 kilometrov, da gremo odteč, pa saj, ko padeš v to, saj sam veš, a ne, je včasih prav prijetno, samo, ne vem, na trailu je pa vse ista pot, samo kadarkoli greš, je zmeraj drugačna in, ne vem, tam pri trailu je vse tako enostavno, brez kompliciranja in za cesto, če na cesti hočeš res hiter biti, ne, moraš le neko strukturirano, pravilno trenirati, ko pri kolesarstvu. Zdaj, pri trailu pa, ne vem, moje mnenje je le, da lahko neko kombiniraš, kar ti pač paše tisti dan, ali podaljšaš, ali skrajšaš, ali je tako malo potuhe pri trailu, no. Da lahko si bolj sam svoj trener, kot pa nek strukturiran trening. Se pravi, če te prav razumem, ne, ti nisi človek, ki bi si naredil 10-tedenski plan za maraton, potem pa nabijal tiste intervale, pa tempo teke, pa ne vem kaj, a ne? Ti si človek navdiha. To sigurno, no, to, ne vem, meni, ko jaz sprašujem, ne vem, grem na mali maraton, zdaj pa rad bi tekel pod uro 45, ali kak plan naj imam zdaj to, mislim, saj sam veš, pojdi teč, ne pa zdaj, ne vem, 10-tedenski plan, pa vse točno do minute, pa kilometraža, pa se na nek način take spoštujem, no, da se nekdo loti 10-tedenskega plana in ga točno naredi vse, zato da bo tekel 1:45, po drugi strani pa manj kompliciri za take solidne čase, pa uživi v teku. Ko si šel na svoj prvi cestni maraton, kako si se pa ti pripravljal za njega? Si vsem naredil kakšen trening po planu, ali si tudi takrat tekel po občutku?
Tekel sem po občutku, no, dobro, to sem vedel, da pač, ne vem, za vikend ponavadi neke daljše teke, da naredim, sem kdaj naredil kak hiter odsek za mene, ne zdaj splošno gledano, ker sem še zmeraj bil počasen, a ne. To ja, drugače pa ne, no. Zdaj, ni bilo ono, zdaj, če sem bil, ne vem, če je bil ponedeljek, pa nisem bil utrujen, pa so, ne vem, kolegi kake delo neki stek, če je meni bilo, sem šel teč več, ni to bilo, zdaj pa, ne bom danes pa ne, no. Edino to, če se kaj držim, je pa mogoče, da zadnji teden sem nekaj manj tekel in pa tudi tisti petek ali sobota ali kaj je pretekmo, da malo nekaj je to, no. Ko si vtekel svoj prvi maraton, si imel kakšen posebej dober občutek, kakšen občutek nirvane, zdaj sem pa naredil nekaj posebnega v tekaškem smislu. Ja, to sigurno. To je bila osebna zmaga. Kdor prvič preteče maraton, mislim, ni važno, kak čas je, ampak ko prideš tam, ko tečeš proti cilju, to so posebni občutki, no. Ne daje se opisati, je res nek užitek sicer tam ni več trpljenja in je res tisto, ne vem, nekaj je izpopolnjeno, nekaj več, saj kar lebdiš še par dni in to, jaz ne znam opisati, s čim se bi to lahko primerjalo in res take občutke privoščim prav vsakemu, no, ko mislim, da to, kar ti lahko šport da, ne vem, ali maratona, to tudi psihološkega izvora, da to tek cenimo, ne vem, no, če ti lahko da katera druga stvar oziroma hobi ali zadovoljitev neke potrebe. Mislim, da ne, no. Ja, glede na popularnost, tega žlahtnega športa, o katerem se pogovarjava, je najbrž res nekaj na tem, da so, čeprav, Dušan Morlej enkrat dejal, k sreči, tek ni prelahka stvar za ukvarjati se, ker potem bi to vsi počenjali, ne. Pa tudi ne bi bila ta pravega užitka, pa če ni ta pravega napora, tudi užitka na koncu ni. Tistega najbrž je užitek povezan s tem, koliko vložiš vse skupaj, ne, ali kako sej. Ne, saj, to, sigurno bo to nekaj držalo, no, ker je, ko zaključiš, ne vem, 50 proti cilju, pa se ni bilo važno mesto, pa nekaj, je užitek, je fenomenalno. Samo ko pa, ne vem, ko pa pri 100 greš, pa ko, ne vem, tisto trpljenje pol, ko pa tam greš proti cilju, to je pa, ne vem, zdaj ne bom rekel, da je to enkrat več, ampak ne da se primerjati z užitkom, ko zaključiš 50 ali pa 100, no. 100 ni enkrat več, ampak je nekaj posebnega. 100, letos, mislim, da je bilo to letos, spremljal sem prek prenosa tisto ciljno areno, spomnim se, da je napovedovalec sem rekel, no, zdaj pa že malo prej, k gotovi zmagi, pa zdaj teče Matej Pečnik, in potem si določeno število minut kasneje pridirjal po tisti preprogi, zagrabil si tisti trak in res, zelo emocionalno je bilo, no, mislim, zelo, takrat se je videl, da je tista zmaga ti pa vse skupaj, no, ti res veliko pomeni, no. Lahko malo moče opišeš pač ta letošnji tvoj podvig z vso zgodovino pred tem, no. Na nek način letos dolgo nisem vedel, kje bi sploh štartal, kaj bi na začetku sploh šel. Samo skozi je pa nekaj, tako bi v zadnji nekdo te, ne vem, z bucikov pominil, skozi tem vipava, ker lani, ko sem šel, sem imel, ne vem, en kup enih problemov in sem čutil, ne nek dolg, ampak tam neko, da prav je pa, da še enkrat grem. Potem sem pogledal, trasa je obrjena, spet je nekaj novega, rad imam nove stvari, rad sem tem, da neke trase, da je ne poznam, no, da je neka tista prvinsko, prvič nekaj vidiš, da se nekaj dogaja, ne. Fajn, mislim, in res me je potegnalo. Potem lani sem šel na čisto samooskrbo, res imel sem ogromno prebavnih težav in tudi ostalih, no,
In letos je pa z mano šla žena, zdaj mislim, ne da znam, sem potem pač, jaz grem, ko od štarta naprej grem nek svoj tempo, mene ne potegne me drugi tekači, sej malo butasto je, ko se tam meni pogovarjajo, na drugem kilometru smo pa počasni, na cilju jih pa ni, ali pa smo verjetno bili prehitri, a ne. In vem, da sem že na moje presenečenje, že proti Nanosu sem spredaj ostal sam. Mi ni bilo jasno, ne, pa na Nanosu sem pa res prav, sam veš pa, kdo se s tem bavi, prav užival sem v tistem, se tam na Nanos ne teče skoca, ne, pač deli, ki so se dali poteči, sem tekel, ostalo hitra hoja, ampak tak, poln energije in je zadeva šla, ne vem, super sem se počutil. In sem pač grem naprej, ne bom zdaj oziral se na druge, da bi s kom skup šel ali kakorkoli. No in pol na spustu proti Vipavi, tam na 40 kilometrov, me je pa tudi, kako bi rekel, me je nekdo hitro spomnil, da je zadeva še dolga, sem doživel padec, takrat še nisem vedel, kaj je. Sem prišel do Vipave, sam vem, da sem ženi rekel, ne vem, če nimam rebra zlomljene, ali kaj pa naj te tu pregleda, pa jaz kaj pa naj rečejo, da imam zlomljeno, kaj pa naj pola, ne, se pa ne morem v zdravstvenega. In sem šel, vem, da sem šel pač naprej od Vipave in takrat je bil potem na Kovka, kaj je gore, tam en strn spon je, ampak ko je bil spon, sem imel neko pozo, kjer sem bil sklonjen na kolena in bolečina ni bila tako izrazita, ampak je potem, ko smo prišli zgor na Golake, ko je planota, zdaj se pa fajn, danice je začelo, se pa začne res ista uživancija, pa vem, da taka planota, da bi meni pasalo, no. In nikako nisem mogel, ne vem, normalno zadihati se, zravnati vse, samo nisem vedel, kaj je, no. To se je sicer pokazalo potem naslednji dan. Sem pač mislil, da me peha, ne vem, zaradi napora, ali kaj, predihati ne bom zaradi napora. Normalno sem šel v svoj tempo, na kar me na 80 km me je ponovno čakala žena. Je rekla, zmago boš, ali se teh 25 km, to ni več kaj, ali se je verjetno tako zdelo. Ampak takrat še tudi nismo vedeli, kaj je, a ne. No, na kar se mi je zgodilo, da sem s Presterja namesto levo šel traso kontra, kjer je 30 prišla in sem še zgrešil, da sem prišel Presterje Tabor, zdaj kdo to pozna, ne vem, kaj je to, nekih 250 višincev nazaj, 4 kilometre. Dobro, se zgodi. Še sreča, da, ker ponovadi jezen, če me kliče neke številke in se ne oglašam v takim zadevam, me je klical organizator. Sreča me organizator še enkrat preklical, da sem pač vedel, da je organizator, ker če ne se ne bi oglasil. No, in v tistem času, ko me je klical organizator, me pa tudi sin klical, ti si iz poti zašel, nazaj, samo imaš toliko prednosti, da ni problema za zmago ali kakorkoli. No, sam v zadnjih kilometrih sem le plačal, sem bil kar zdelan, sem le plačal davek teh 250 višincev, cirka 4,5 dodatnih kilometrov, zdaj, kaj to na trailu pomeni, kdo se s tem ukvarja, tako je, no, zato je verjetno bil ta prehod v cilj tako čustven, da kljub vsem problemom primeš tisti trak, prideš v cilj, se verjetno, če breš tretji ali drugi, bi bilo čisto isto, a ne. Doživljam na nek svoj način, no, to zmeraj bolj čustveno, no, kjerkoli, kakorkoli, to ne vem, no, zakaj bi zdaj to skrival, saj to iz človeka ven gre. No, s tem se še vse ni končalo se z pregledom na urgenci, potem v nedeljo v Slovenj Gradcu, kjer je pač rentgenska slika pokazala, da imam zlomljena rebra in sem tako rekoč več kot 70 km pretekel, prehodil z zlomljenimi rebri. Pa to je, mislim, neverjetno. Samo reči, če bi vedel, ne vem, kaj bi bilo. Mislim, Petra Majdič umaknem se, ne? Prehaja Matej Pečnika, ne? Ona je naredila šprint zlomljenja. Če bi imel motorak, spolj ne bi zdaj tu sedel, pa se ne bi pogovarjal. Ja, mislim, lahko bi se precej drugače končali, če bi bilo hujš.
imel si pol koliko nalomljenih reber? 2, Dve rebri. 6, 7, ja. Z vsem tistim adrenalinom, ki si ga imel v sebi, pa s tekmovalnim pogonom si uspel, si predstavljam, da je vse mogel kar fajn te pošlatati vsake toliko časa, vse uspel, ne vem, 10 ali pa 8 ur še drgant gor pa dol, to je kar... Ne, so bile določeni deli, ker vem, da bi jih drugače pritekel, pa kaj tehnični deli, kjer korak ni bil normalen, kjer smo vse gledali, da tam sem imel res veliko problemov. Samo pač, ne vem, sem povezoval z udarcem, z utrujenostjo, pač nisem pravi. Je pa to neka sreča, da je sin rekel, pa vzem kako predbolečinsko tableto zraven, ali pa ne bomo vzel, pa vzemi, prav drugi vzamejo. In vem, da sem najdel še analgin pač doma, kjer imamo zdravila, in da sem potem na 60 ali 70 km na tranziciji, da sem potem, da so mi pač pomagali, so tableto mi dobili in da sem to vzel. Da takrat naprej bo par ur je bilo boljši, to lahko priznam. Normalno, ko je tableta spustila, pa spet na novo. Čeprav pravi bolečine, pa vse se je pa začelo potem po noči, iz sobote na nedeljo, pa potem v nedeljo, z obiskom urgence. Noro, mislim, kakšna zgodba, a si vmes med progo, mislim, ko si povedal jasno, si vedel, pač, da delaš neko razliko, ampak si vmes vedel, kakšna razlika je, da do drugega uvrščenega, mislim, da je bil Šenk na koncu drugi, so te obveščali o tem? Prvič sem zvedel mislim, da so bile Vitovlje, da takrat je rekel, takrat, ko sem spet ženo skupaj prišel, da je rekel, ne, ima pol ure razlike, pole pa, ne vem, ko so pa gledali tam čase, tu ostali ljudje, so rekli, on pa še na prejšnji ukrepni ni, ali potem sem pogledal, sem vedel, razlika večja, ker vem, koliko sem jaz do tega rabo, takrat sem prvič, vmes ne, tam, ne vem, 5-6 ur nisem vedel, takrat pa potem, da je razlika blizu 1 ure. In takrat, potem, ko si, dejansko toliko in toliko časa je bil že v spredi, pa so ti že govorili, da boš zmagal, kako si pač takrat vse skupaj, če bi takrat priletel kakšen mladec mimo tebe, bi rekel, pa že tako dobro izgledali, bi to pač, kot si rekel, ravno tako stoično prenesel, ali bi se zapodil za njim, ali bi, ne vem, kaj drugega naredil, bi imel... To pač, jaz mislim, da vsak gre tam pač tisti svoj tempo, kar mu date, da tudi če bi kdo prišel, kakorkoli, mislim, definitivno stoično bi prenesel in, ne vem, pozdrav, normalno se vidimo v cilju in ne bi objokal zadeve. Res, ker, ne vem, jaz sem že večkrat rekel, katerikoli trej sem štartal, kakorkoli, jaz nikoli nisem tekmoval z nekom ali proti nekomu, ali kakorkoli. Ampak, ne vem, res sam sabo, da ti udelaš po svojih najboljših močeh, kaj bo, Zdaj pa normalno, če je pa rezultat, je pa tako, sem prej rekel, te pa to še dvigne, Samo zdaj, kaj pa če toliko, ne vem, pretrpiš vse, a zdaj, če bi bil pa 5, ko ciljno črto dosežeš, ne vem, je spol... Vseeno je bilo v redu. Mislim, konec koncev, križčiješ 13, 12, 13, 14 ur, in tega ti noben ne more vzeti, pa če se karkoli piše pred tvojim imenom, ampak ti si zmagal na 100, 100 še vendarle ni toliko veliko v Sloveniji, nekaj posebenega, pa zdaj so te pa še vsem, mogoče fantje, malo bolj začeli drugače gledati, ali kako, Zmagati 100 v Sloveniji v tej konkurenci v zadnjih letih je. To je res, predvsem pa zdaj zaradi mojih let, ki, ne vem, tudi meni gre večkrat na smeh, da, ne vem, zdaj 47 let, pa da se še da, tudi če preberemo karkoli, se še starejši, daljše variante zmagujejo, tako da, zgleda, da ta leta za te distance niso problem, za krajše distance tam vem, da tam moramo biti realni, da ni dobenih možnosti, Ampak to, kjer je pač, ne vem, res ta tempo, enakomen tempo, ta splošna vzdržljivost, splošna pripravljenost, kjer pride do izraza,
da tam pa tudi mi, ko mi starejši ali zreli tekači, v zrelih letih smo lahko še konkurenčni. No. Saj nisem sam jaz tak problem, saj tudi Tilen Potočnik je dobro, par let manj, 6-5 let manj, ne, je tudi lep primer, ne, kaj vse se da še. Si vendarle, ok, zdaj si v športu že 10 let in pol, morda pri sebi opazil kakšne razlike, mislim, pripravljen si vedno bolje, odlično ti gre, pa vendarle, ne, mogoče v svojem telesu opažaš, da rab mogoče malo več počitka, kakšno regeneracijsko zadevo več, kakšno masažo, kakšno prehransko dopolnilno, karkoli, no, kar je bilo pred 10 leti pač še neobstoječe. Ne, to glede regeneracije telo potrebuje več časa. No, to jaz vem, vidim, meni gre kar, ne vem, po nekih stotkah, pa gre teč, ne vem, že po 2-3 dneh, že tudi daljše distance, hitrejše teke, kaj. Jaz ponavadi vsaj 10 dni ne tečem, kako razpeljal na kolesu naredim. Imam probleme, da ne morem spati. No. Jaz to par dni po neki stotki ne morem spati. Prvo noč, ja, potem pa ne, no. Potem pa to se nekaj preklopi, ne da bi misli bile tisti povod, zaradi katerih ne mogo spati, ampak avtomatsko ne spim. Medtem ko vem, da mlajši, kot pravijo, spijo brez problema in to se čas regeneracije absolutno se podaljša. Glede masaž, zdaj sam jih koristim v zadnjih letih, no, meni zelo odgovarjajo, teda to čudi me, kdo jih ne, no. Glede samih dodatkov pa tam najbolj mi sin priporoča, pa pove, a ne, on ima tudi strani zdravstvene stroke, kakorkoli, kaj pač vzamem, no. Normalno, da se poslužujem tudi, no, čudno je bilo, če se ne bi, no. Predvsem zdaj vidim, to moram priznati, da mi koristijo aminokisline, no. Prej nikoli nisem tako mislil, ker BCA-jke praviš, a? Ja, BCA-jke, to pa definitivno. Mislim, da to ni sam psihološki vidik, a ne, da je to ali placebo, ali kakorkoli, ampak da pri meni imajo nek učinek, no, definitivno. No, če so že pri BCA-jkah pa aminokislinah, ja, sej tega ne jedo samo tisti, ki dvigujejo železne štange vsak dan, ne, brško ne bi vsi mi v 7 letih, ki smo vzdržljivostni športniki, kakšno aminokislino lahko pojedli, ne, vsled tudi tega, ne, pa ne zato, da ne bi bili mesojedci, ampak ker je absorpcija pa potrebe morda toliko večje, posebej pri ljudeh, kot si ti, ki veliko tečejo. Koliko pa odtečeš, recimo, kilometrov višincev na teden, tako malo čez palec, no? Čisto odvisno od dela sezone, no. Če se na nekaj pripravljam, kaj sem videl, da sem letos pretekel ne več okrog 135-137 kilometrov, ne vem, da sem imel 3-4 tedne, sem imel čez 100 kilometrov. Drugače pa tudi pridejo tedni po zimi, ko ne vtečem nič, no. Vtečem pa veliko na smučeh. Pridejo isto poleti, kaj veliko naredim na kolesu. Teda resnično odvisno je od tega, ali se zakaj pripravljam ali ne, no. Zdaj, če potem tam par tednov kar postopoma dvigujem, no, da pridem par tednov čez 100 kilometrov, drugače pa tudi po 20, 30, 50 ali pa obdobja, ko sploh ne tečem. Seveda pa delam nekaj drugega, to pa. Pa višincev pa, no, to lahko povem, da pred takimi zadevami je pa to že pri nas še ena druga gora, Uršlja gora, ki pa je gora, ne, tam pa res lahko, ne vem, v 4 kilometrih narediš jurja višincev oziroma še malo več, pa tudi napleteš razne zadeve, da takrat pač na to pobočju te Uršlje gore, da naredim tudi probam včasih narediti tudi po, ne vem, 8 do 10 tisoč višincev na teden.
Okay, no, Dobro, to samo to je, ne vem, spet je s palcem čisti užitek, no, gledam tudi na puls in to ni trpljenje, no, ki reče, oziroma 2-krat na uro šlo, ne, fajn je. Ja, to lahko razumejo samo tisti, ja, ki so že probali, pa jih je to potegnili. Meni se zdi, ja, da vem, imel sem sezone, dve nazaj, ko sem veliko tekel, ampak še več sem pa hodil v hribe s palcemi, kaj pa to, kar ti praviš. In se mi zdi, da je bilo to odlično dopolnilo tistim kilometrom na ravnem, ki sem jih nažigal, da sem se izognil morda kakšni poškodbi, ki bi jo drugače prej dobil, ali pa kakšni naveličenosti, utrujenosti. Kaj ti misliš, praviš, ok, imaš kolo, ki ga še vedno pač prakticiraš, pozimi. Leto še posebej, ja. Tako, tek na smučeh, tek se pravi, kar 3 športe prakticiraš, še kaj drugega, vada še kaj za moča, sploh rabaš ob vsem tem. Ne, delam neka stabilizacija, no, pač trebušne, hrbtne, to delam, no, zdaj 2-krat na teden sigurno, a ne, dobro, edino, ko smo rebre zaradi bolečin, takrat pač tisti en mesec nismo kaj, drugače pa te zadeve, no, se pa prekolesarim kar veliko ur, no, zdaj tudi po 15 ur na teden prekolesarim, ko pač teč ne morem tako, teda jaz pol nimam, za neke notranje vadbe pa to, pa ne da nimam potrebe, ampak nikoli me ni vleklo, ne, je že boljš narava brinjava gora, no. Joj, te pa tako razumem. Joj, te razumem, sem probal tudi že marsikaj, pa nobena še tako lepo urejena telovadnica, ugrevana z vsemi, vse pri roki ni tako dobra, ko meteš sežni zunaj. Ja, Ja, definitivno. Povej mi, letos te ne bo na K24? Ne, na K24, prvo sem še bil sem prijavljen, pa tudi zaradi ITRA indeksa sem bil uvrščen na Lavaredo trail, potem je prvi vzrok je bilo poškodba reber, da sem pač mogel izpustiti in zdaj se pa pojavila še poškodba noge, zdaj pač toliko je ljudi ali kakorkoli, toliko je zdaj nekih diagnoz, ki pa se mi minimalno popravlja, ampak ne dovoljuje mi nekih normalnih treningov ali normalnega teka ali karkoli, čeprav ne bom rekel, da čisto nič ne grem teč, poskušam, ampak so bolečine, da ne vem, se včasih sam sebe sprašujem, zakaj, no. Zato zdaj posebej veliko kombiniram s kolesom, no. In teda na K24 resnično ne gre, saj ni mi prijetno pri srcu, ampak ne vem, ta poškodba mi pa zdaj res ne da miru in pač enostavno ne gre, no, sem se mogel sprijazniti in žal. Za kakšno poškodbo gre, kje si jo pridelal? Ja, določeni zdravniki pač pravijo, da je to, ker zaradi zlomljenih reber in pol neka prisiljena drža in na kolesu in potem tudi peš, kar sem poskušal, da je pač prišlo do vnetje mišice, to pri narastišču od zadnjice, zadnji, no, po zadnja loža, prav do, ki bi rekel, do stopalnega loka in se prestavlja sem tja, gor dol in zdaj si poskušam z določenimi zdravili in malo je, samo kakor pa nekaj malo preveč poskusim, pa ne gre. Kakšne druge terapije ne pridejo v poštev, pa fizio? Sem tudi veliko samoplačniško, ampak ni pomagalo kaj. Zaenkrat ne, no. Je težko, posebej psihično vse to, mislim, človek za hrib si, človek za skalce, za klanec, pa zdaj ne moreš, je težko to prenašati? Ja, je težko, ker res teka, ne, ali tek to po naših stezicah, ne vem, meni je resnično večkrat čisti užitek, jaz ne rabim imeti v Švico, da je tam lepo, če se tu po neki stezi vsaj super počutim, ne. To tisto lahkotnost, da mi ni treba razmišljati, kako bom stopil, to zelo pogrešam, no. Lahko priznam in to, saj bojo doma znali potrditi, da se to tudi
navzven pozna na mojem obnašanju. Jaz sem mogoče zdaj malo bolj eksploziven in vse. In, teda verjetno že vsi koma čakajo, da. Da greš. Ja, Pojdž že na tisto brinjo, pa resnično. na Uršlo. Je. Resnično, zdaj sem potopan, samo to zdaj pa, to pa ne gre, no. Potopa, no, dej pa razlož to sem že nekje prebral, kaj to pomeni, da si prevedi iz te klene koroščine v slovenščino. Potopan na nek način, da grem z glavo skozi zid, a ne. Ne grem samo do zida, ampak grem trmast z glavo skozi zid, da ne popustim pred določenih odločitvah, da pač nekaj tudi zdaj, ne glede te poškodbe, ko bi verjetno bolj bilo, da dan ne bi šel, a ne, še zmeni, ja, kaj pa če bi jutri boljš, kaj pa če bi pa grem, pa še poskusim, a ne, ali ko drug ne bi na tak način. Prej, raba še manjšo povezavo, ja, nisem omenil, namreč, ja, rekel si, cestni maraton niso zame, pa vendarle si v teku nekaj hitrih, v dobrih 3 urah, celo na Štenkcah si stal, v Radencih, in to v Radencih na Državcu, noro, Matej Pečnik iz Koroških hribov pride na prekomorske ravnice in pokori vse une cestarje, mislim, tam si pa dobil že malo krila, pa si rekel, fantje, mislim, jaz moram pa tudi vse, da bom že maratone lahko. Stopničke, to je bilo v kategoriji, ne generalno. To je treba ločiti, razlika je velika. No. Tisti maraton, no, da je, kako rekel, zdaj malo čudno, ampak bil je zelo prijetno uživaški maraton. Se čisto spomnim, brez nekega prevelikega problema. Vem, da sem bil, mislim, ne fokusiran, da sem si skozi govoril, da je dovolj pi in geleje in pač vse, ali ne teč mimo okrepčeval. Ta je ena taka, res taka, zelo prijetna izkušnja. Ta sem bil pol na koncu tudi sam presenečen. Pa žena pravi, pa ti si tam, ali si tretji, kak tretji, to je nemogoče. No, pa je bilo mogoče. Še zmeraj trdiš, da bi praktično vsak zdrav posameznik, no, vsaj moški, moral teči maraton v 3 urah, da to pa res ne bi smel biti tak velik zalogaj? Ne trdim, da ga bi moral, pravim samo, da ga je zmožen, če se bi vsak, ki se bi dal trening, strukturiran, pravilen trening. To je pa tista razlika. Zdaj, ali maraton, če hočeš teči v 3 urah, moraš strukturirano trenirati. Pri trailu, če hočeš zmagati 100, pa po navdihu. Se pravi, kaj ti tisti tam paše? Kakšne želje po kakšnem velikem cestnem maratonu nimaš več, pa da bi še probaval, pa da bi, to te ne vleče več. Nikoli, ne. Stezice so te potem v celoti zasvojile in pač, ko je bil prvi K24, prva zgor, si pač mogel biti zraven. To je bilo to, ali kako? Ja, na nek način res tako. No, se K24, na Koroškem se tek zmeni veliko govoril K24, kot tista osnovna trasa, kot je. In vse, jaz sem zmeni to s takim občudovanjem, kdo je šel, ne vem, začudenjem, ne vem, ponižnostjo. Vsi so mi bili, to so sami asi, kdo so to šli, pa so naredili, ne vem, v 24 urah. To je nemogoče, res zelo sem jih spoštoval, vse spoštujem jih še zdaj. In res, ko se je potem tu začelo o tem govoriti in ko se je pa naredil tekmovalni dogodek, kaj pa nam je drugega preostalo. No. S tem, da prav zaradi problemov s poškodb sem pač mogel iti prvo na 50, na 250. In potem je pa končno bila 100, se je 100 odvila na tak način, tako da zdaj ne obžalujem, da nisem prišel na 100. Mislim, je to čisto organski, normalen razvoj pač nekega trelaša, da gre najprej pač 30 ali pa 50, nekaj ekvivalent maratonu, pol pa reče, no, se pravi fantje tečejo 100+ in gre na 100, ali kako? 100 je nekaj mitskega, no, kakorkoli o tem govorim. No, čeprav 50 ni za podcenjevati, katerikoli 50, kjerkoli, no, kdor hoče določene čase, ki pač eni dosegajo, ali je mogoče celo težji doseči, kot pa na 100. Samo na 100 je neka
stotka je nekaj mitskega. No. In stotka, takrat, ko se 50 konča, se stotka še v redu ne začne. Ali? In to je dejstvo. In ne vem, zgleda, da daljše, ko je trpljenje, daljša, ko je distanca, večje zadovoljstvo. No. To nekaj bo na tem. Po kaki poti gre nekdo, a bo šel kar na stotko, ali postopoma, šolsko po knjigah. Jaz nisem to za šolsko po knjigah, pa neka pravila. Jaz mislim, da se zgodi, no, pri samem posamezniku se pač zgodi, da tisti, ki so pred tem obremenjeni, pa kaj, da jih ta obremenjenost ne pripelje zmen do cilja stotke. No. Po neki, ne vem, šolsko ali, kako bi rekel, po knjigah začrtani poti do cilja. No, da pri trailu je le treba... Trail nam pušča, nam omogoča veliko več eksperimentiranja in uživancije, kot pa cesta. Ja, pa veliko več manevrskega prostora imaš To definitivno. za taktične napade in levo in desno, ne? Pa loviti nasprotnike na njihovih napakah in na napačni prehrani in na čem še, ja, bravo. To si najbrž vse izkusil, se pravi, logični nasledek je zdaj, da greš na 100 milko enkrat, ali kako? Ja, to ni definitivno. vprašanje. 100 mil, res zanima me, kaj se potem dogaja. Ne vem, že lani sem zgrešil, sicer lani sem 2 kilometra na Vipavi, ne, pa kljub vsemu uspel zaključiti za Pavle Krulcu 10 minut pred mano, sem takrat še nisem vedel, da je Pavle Krulja. Če mi zdaj je rekel ti za Krulcu 10 minut, ali bi rekel, takoj podpišemo, ne. Lani, če ne bi zgrešil, pa če ne bi imel, mislim, res nenormalnih problemov, sprevao, bi zgodba bila tudi drugačna. No, da letos so me pa prav začeli že pač malo pikati, zabavati, ne, letos si pa spet podaljšal še za več, ali da to avtomatsko te kliče, da moraš iti na 100 mil. Da na 100 mil, ja, čim prej. To mi je izzivno. Se pravi, ja, ko si Tako bi rekel, ko me je lani, mislim, na letos, da me je na začetku, da me je Vipava tako srkala, vlekla, no, tako se zdaj dogaja z 100-milsko traso. Kje bo, pa ne vem. V tem trenutku ne vem, no. No, mislim, slej ko prej boš tudi šel pošpegat tam italijansko-švicarske Alpe na UTMB najbrž, ne? Zdaj do Abrahama imam še nekaj časa, no, teda, če ne prej, pa takrat definitivno. Saj tudi, ne vem, Miro Kregar, on je, ne vem, kolikor vem, pa njegove zapise sem malo bral, on je pri najhitrejše čase na cesti, ne, mali maraton to dosegel, ko je dopolnil 50 let. Teda, ne vem, zakaj potem v trailu. Ja, to ne bi bilo možno, no. Se definitivno strinjam in najbrž bi statistika, pa evo, zdaj si mi dal idejo, ne, da pobrskam po statistikah, če že ki obstajajo, pa da vidimo povprečne čase 50 plus letnikov, ki jih je ne malo zdaj, kar veliko, po teh velikih dirkah, pa 100 milkah, pa da vidimo te napredke, pa še, ne vem, Petra Macuha bom vprašal, ki je vse 100 milke naredil možne, da bo povedal, pri katerih letih je bil mogoče najhitrejši, pa verjamem, da bo tudi to zanimiva številka. K24, ja, seveda, to je pač kot domačin, je kaj drugače tekmovati na dirki po stezah, ki jih praktično, bom rekel, več ali manj poznaš z zavezanimi očmi? Je drugače, no, to na nek način definitivno to prednost, no. Zdaj, to reče drugače, kakorkoli, da potem tako utrujenost naredi svoje, če ti traso poznaš iz tekmovalnega vidika, je definitivno prednost, no, čeprav sam, tako sem prej rekel, sem zagovornik tega, da grem nekam prvič, ne, da prvič nekaj vidim, samo to na Koroškem, zdaj, če tu v črni trase ne bi poznal, bi bil malo čuden, čeprav prvič, ko sem šel na 50, ko sem poznal samo 10 km trase. Resnično, zdaj za stotko nisem poznal celotne trase do lani, ne vem, do 3 tedne pred K24, ko smo potem z Jono Vidmajerjo šla v dveh delih narediti. Ampak za domačine tu je prednost, no.
Se pravi, ta vpis v klub K24 pa še čaka, ali kako? Ja, to še čaka, samo mislim, da se bo to zgodilo na način, da se bom pač, ne vem, ponedeljek odločil, v sredo grem. Pač, ne vem, no, me obdaja neki signali že skozi, ne mislim neko splanirati, pa takrat bom šel, če bo vreme, ampak ko se bom odločil, bom pač se oblekel in šel. To res ne mislim drugače. Pa imam to pa imam željo, no, narediti dnevno varianto, ne vem, da gremo 5 zjutraj, pa da do večera, da zaključim. Da, ker K24, se mislim, da zdaj se dogovarjajo v takšni smeri, da se pač mogoče enkrat le šlo sama tekma v dnevno varianto. Ker res ves čar teh koroških, to niso več hribi, gora, se bi doživel v dnevni varianti. Ker zdaj po noči obdelaš, ne vem, 2 vrha obdelaš že po noči, tudi če nisi, ne vem, najbolj hiter, ne? Ja, mislim, celo obdelaš Peco, Olševo in Radoho. Še Radoho povrh, ja. Še Radoho, ne, to je res najlepše dele, a ne. Najlepše dele, ker to so res vse te enoslednice, stezice, so prav v tem delu, no. Potem proti Uršlji gor, tam meni del je res cesta, so širši kolozi, kako ne rečem, je pač zadeva malo drugačna. Upam, da se bo organizator, da bo dal neko dodatno težo naslednje leto k prireditvi, da gre v dnevno varianto. Verjamem, da je bilo tudi več udeležencev. Predstavljam si, da iz logističnih vidikov pa zaradi limitov, najpočasnejših, zdaj bolj ustreza, da pač ta počasne počakajo v nedeljo zvečer, ne v ponedeljek zjutraj, pač pa bi mogli zadeve malo tudi dnevno zamenjati, ampak ja, kot si rekel, jaz sem prebiral blog zapise ljudi, ki so pač delali, pa tudi mene so vabili na ta krog, kako lepo je, recimo, štartati, recimo, ne ob 10 zvečer, ob 3 zjutraj, pa potem sončen vzhod dočakati na kakšnem od vrhov, pa potem cel dan pač občudovati koroško pokrajino iz višine, no, pa iz nižine, ne pa vsega po noči drgniti, ker po noči pa kaj pa vidiš, sam skalo pred sabo, kar ti lučka nese, ostalo pa nimaš kaj dosti od. Ne, se to fotografije, ki jih pač objavljajo udeleženci tega osnovnega vizija, mislim, da pojejo več kot 1000 besed, ne, to bi treba bilo doživeti po dnevi. Lanski K24 je bil tudi nekaj posebenega, zdaj, ne vem, če so bile tiste prve izvedbe, pa so prišli fantje iz tujine, pa vse Slovenije, lanski pa koroški dvoboj praktično, zdaj stari Maček, Pečnik, pa mladi Kozu, Vidmajer sta se udarila, to je bilo kar zanimivo. No, kako je pa ta tekma, daj mi malo pa še tle razloži skozi svoje oči. Zdaj, če mi bi kdo kdarkoli v preteklosti rekel, poslušaj, na K24 na tekmi boš ti da drugi, ali bi rekel, daj, prekinimo, nimamo kaj, to je neka znanstvena fantastika. Normalno, da je bil po 3. mestu v Vipavi, pa na Rogla Trailu sem bil 3., so pač vsi nekaj več pričakovali, ali pa to, Pečnik, pa med 5 bi bil, pa ono, pa testo, ampak sam sem šel na štart, da pač naredim v spodobnem času. Da pridem tam po 13:12:45, to je to, kaj bo to pomenilo, me ne zanima. Ne bom jaz tekmoval proti nobenemu, in tudi na tak način sem štartal, vem, od začetka pa skozi rov, pa potem na Peco, res, mislim, velik del poti enostavno sem užival. Vem, da nekje do druge Postojanke, to je pri Kumru, lani me pa spremljal sin, kjer je pač potem prišla do informacija do mene, da je samo par minut razlike, jaz mislim, da je ogromna razlika, in da sem 4., super, no, in potem pa, ne vem, na Olševi pa spust z Olše sem imel, ne vem, ni mi jasno zakaj, ampak ogromno nekih problemov, kot da ne bi znal teči, tako da
čist, vem, da spomnim se, da smo, ne vem, tam 14 dni prej ali 3 tedne, da smo prav z Jonu ta delo delala in da je bilo ta super uživancija, to po noči, pa ne vem, kam je bilo. Nikakor, no, nikakor korak ni šel. Na kar vem, da naslednjič smo z sinom me je počakal na Smrekovcu, to že kar 2-3 postojanke vmes, ja. In kaj je pa rekli, ne vem, tam Aleš Frlič, je rekel, njega, tu si vidimo, ga čisto jemlje, Tilen Potočnik, pa sam 3 minute sem pretal brežal. Sem pa, kaj me jebete, kaj me lažete, ali ni res, ali to ne on, je rekel, 3 minute, ali. No, in ne vem, pa jaz gledam, kak čas imam, sem pa, fakt, jaz imam ful dober čas, ali meni je pa vseeno zdaj, ali bom jaz 3. ali 4. ali 5. pa le kak cajt imam pa je super cajt, mene ne zanima, ali sem da normalno pridem do cilja. In sploh nisem razmišljal kakršnikoli uvrstitvi. No, pa vem pa, da od Slemena proti Uršlji, ko tam meni malo je valuit teren, ne, tako naenkrat vidim pred sabo prvega, pa vidim, ne vem, pol naprej še Tilna, in tudi Aleša Frliča, ne vem, normalno, to je pa res, ko nekoga pred sabo tek vidiš, pač, bolj da ga vidiš pred sabo, ko pa da se obrneš, pa ga da vidiš za sabo, ne. Vem, da Aleš Frlič, da se je še obračal in ko je mene videl, vem, da je začel teči tal, ker je bolj navzgor, ali jaz rekel, ne, jaz nem tekel, ali, ker če to tečem, pol zna biti kje drugje problem, no. Pa sem kar pol hitro dohitel, ali, pa bo to, fuck je, a jaz 3. sem na K24, to je nemogoče, no, čez par minut pa dohitim še Tilna Potočnika, kar se me pa zdaj, ne vem, res, jaz ne vem rekel, zdaj, ja, na nek način, odkar pa sem slišal, bral o njemu, jaz sem ga za mene bil občudovanja vreden, ne. Zdaj pa Matej Pečnik, 46 let star na K24, pride do Tilna Potočnika, pa, ali, in ne, saj so tam, kaj bi rekel, so mi, ja, pa pusti, pa ne gre naprej, pa ono, pa zdaj pa mene ne briga, le, jaz grem zdaj to do Črne, kaj grem zdaj, če bo Tiln drugi, jaz 3. ali kaj bo, le mene, resnično mene sploh ne zanima, ne, jaz s takim časom, pa kaj jaz to dosežem za sebe, sem jaz dosegel zmago, no. Na koncu se je odvilo, da sem bil drugi, no, saj tam so tu šla čustva svojo pot, tako da 2 Prevalčana, Jon Vidmajer, drugi jaz, ne vem, no, mislim, da me to, da me do tega pripravlja prav to, no, da tekmujem sam s sabo, ne pa proti nekomu, ker če bi tekmoval proti nekomu, tega ne bi bilo, no. Odlična filozofija, ja, bravo. To, ne vem, da grejo kocina po konci. Ljudje naj si to skusijo, naj doživijo to, splača se. Ja, si predstavljam, ja, kot Jure Košir, ki je zmagal v Kranjski Gori za svetovnem pokalu, ja. Mislim, si predstavljam, da je nekaj podobnega tudi tle, kad na domačem terenu pred tako, oziroma v taki konkurenci, potem dosežeš tak rezultat. Mislim, da je to ne samo za tebe ogromen dosežek, tudi za organizatorja kot ta. Za kraj, če smo že pri tem, ki je vzgojil, pa naredil, pa ponudi take tekače. No, mislim, zdaj, kako pa te praviš, ne, gledajo mlajši so tekmovalci, ti kaj rečejo, stari svaka čas, mislim, kaj ti delaš, mislim, ali kako te, mislim, kakšne odzive vse zdaj si potem dobivaš? Same pozitivne, no, to, mislim, da toliko ljudi spremlja tem, da me toliko ljudi spremlja, da toliko ljudi, ne vem, privošči, se veseli, tega si nisem mislil, no, ker je pa pač bilo, ne vem, kamorkoli sem šel v naše kraje, kje drugi, Pečnik, ali v trgovino, vse, to ni bilo dobenega mira več, pol tudi zabrinal, kaj, če so včasih še čudno gledali, pa kaj ta vsak dan teče, ali zdaj, kam gre zdaj, ajde Pečnik, laufi zdaj vse. Res je tak, par tednov se počutiš, ko neka svetovna zvezda, no, čeprav si to ne bom rekel lokalna zvezda, pač lokalno prisoten, ne vem, no, jaz resnično, ljudje vsi so pristopali do mene, ne samo, da so čestitali, vse razlagati, kjerkoli, kadarkoli, torej že v familiji so porekli, zdaj bo počasi dojsta, kaj naj zdaj, ali pa tudi
še zdaj kda, no, isto. Zanimivo, no. Kdo je zdaj v družini sploh največji zvezdnik, ali je to foter Matej, ki dobiva stotke na ultratrailih, ali je to sinek, dobiva državna prvenstva na kolesu, ali bo to mlajši sin, ki je zdaj v gorskem kolesarstvu tudi že uspešen, ali kako? Trenutno, ko gre medijsko pokrito pa vse, je definitivno ta starejši sin, ne, ima majico državnega prvaka, samo še meseca maja sem bil pa jaz. Če je ta starejši rekel, ne hodi domov, če ne zmagaš, ali. To je zmed, to se malo se med sabo, ali ne hodi domov, če ne zmagaš, ali. No, pred državnem sem pa končno lahko jaz njemu rekel, zdaj pa, ne hodi domov, če ne zmagaš, no. Kako pa vse to spremlja, draga žena in mati, Polona Pečnik, ne, pa si misli, joj, fantje. Pa, ja, pa ne, no, se pravi, se že venomer se pri vseh obrokih, pa kaj mi pač pogovarjamo se o športu, no, ali takšnem, ali drugačnem, in to je sestavni del naših dnevov, življenja, zdaj, vsaj po njenem izrazu, vse se vidi, da on res se mogoče veseli še bolj kot pa jaz, pa otroci, ponosna na vse, tako da tu ni nekega, kake posebnosti, ali rada spremlja vse povsod, če se pač sami ne odločimo, pa da gremo kam sami, no, ni to, je vedno na razpolago. Je tudi sama se bavi športom, no, saj A posili razmer za to, da je rekla, zdaj pa, da bom kam hodil? Ne, teče, začela ona prej ko jaz. So bile to neke skupine ženske in vse, in je ona začela prej teči ko jaz. No, ona je 5 kilometrov že pretekla, kaj to 5 kilometrov to po ravnini laufa, ni variante. Zelo rada gre tudi po zimi, no, na tek na smučeh zraven, ne. Tako je, drugače pač v teh bolj tekmovalnih zadevah je pač bolj spremljevalka. Saj nekdo mora biti. Čeprav tudi ona je, no, ona je pretekla maraton, to pa moram reči, da tudi ona je imela cilj, maraton, ta cilj je dosegla, je rekla, jaz sem to dosegla in je maratonka, ni vsak, no, teda, ala je vera. Ti se že ustrašil, si rekel, sam še stotke začela laufati na ultratrailih, pa bom pa jaz mogel spremljati. Trenutno službo ima na tak način, da časovno je ne dopušča, no. Je gre tako kot celi dnevi in težko skombinira, jaz rada pa tudi malo bolj dolgo pospi, no. Ni problema v 5 zjutraj, tako. Ti si bolj jutranji človek, popoldanski človek? Ne, jutranji. To definitivno jutranji, ja. Avtomatsko se že zgodaj zbudim, ne. Če je le varianta pač šport zjutraj. Prav. Kakšen dober začetek dneva, kaj pak, a ne? Sej pol... To sigurno, no. Če vem, da me čaka, nema na občini težak dan, ali take seje, ali službeno, ali kaki drugi problemi, takrat to sem pa zmen, definitivno, ne rabim ure, ne rabim nič, ne, zjutraj treba bo teči, ne, in takrat sem najdel ogromno rešitev in odgovorov med tistim tekom. To ni se že zgodilo, da ne bi. Problem ni bil več problem. Tako, evo, vidiš, ne, da to je tek tudi vrhunski, kvaliteten čas, sam s sabo pa svojimi problemi imaš, ne, in včasih... To sigurno, in najdeš rešitve prej kot kjerkoli druge, med tekom, no. Vsaj jaz, no. Baje, ne, si dejal, da se ljubiteljsko ukvarjaš s politiko, čeprav tisto, kar ti delaš v politiki, bi jaz rekel, da je precej več kot ljubiteljsko, si kar vpet, ne vem, zadnjih, ne vem, koliko 15 ali več let že v kraj kot svetnik, kot podžupan in podobno. Ja, zdaj sem že 5. mandat, sem svetnik, zmeraj sem bil izvoljen z
preferenčnimi glasovi, ne da sem pač zasedel prvo pozicijo na listi, ne, ampak v vsakem primeru bil svetnik. Na nek način me cenijo tudi v lokalnem okolju, tudi na tem področju. Lokalna politika je na drugačen način dela kot pa državna politika. To so možne kombinacije svetnikov nekih večin, kar je na državnem nivoju nemogoče. Jaz sem se zelo rad, pa tudi najboljša druženja so bila svetovno-nazorsko s tistimi, ki imajo drugačen pogled kot jaz in vsi večkrat so začudeni, da delujem čisto drugače v sejni sobi, ko se pa vrata zaprejo, pa so politične zadeve vstanejo za tistimi vrati. No. To sam nikoli nisem imel problema. So mi pa kjer učitali, kako lahko z nekom skup, ki prej samo. Čar politike, čar demokracije so različna mnenja, pa da jih lahko izražam. Ne pa kaj drugega smo tako že doživeli. No. Ti to, da pač si v državnosti kač pomagal politiki, ali pa rečeš drugače, ne, za politiko moraš najbrž imeti malo tršo kožo, vendarle, ker dobiš marsikaj servirano, pa ti pomaga, da si že po naravi bolj trpežen. Ja, pomaga, no. To je resno. So zadeve, sigurno, ki se tudi na lokalnem nivoju, ki se te dotaknejo. Samo isto pač z leti, z izkušnjami koža postaje trša. Tako v politiki kot v teku. Ok, deva reči, malo te sprovociral, ok, šel boš na UTMB na 100 milko, pa kandidiral boš za župana. Za župana nem kandidiral. Reš raj na 100 milko, kot kandidiraš za župana, ja? Ja, na 100 mil bom šel, verjamem, da ne samo enkrat, no. Samo zdaj, ko sem to rekel, sigurno ne šel samo enkrat. Za župana pa definitivno ne bom kandidiral. Niti niso moje potrebe ali želje, vem sam realno s takim načinom življenja, do kje sežem, ampak šport je preveč lep, da bi svoje dostojanje športom zapravil z županovanjem. Šport daje najlepše, no. Wow. Ja. Ali z uspehi drugih, ali z svojimi uspehi, to definitivno. Ja, nekaj županov poznam po Sloveniji, nobenega ne poznam, da bi se ukvarjal z ultra traili, no. Mogoče je kakšen, kje pa se še malo skriva, verjamem, da tudi časa ni za to, če se enkrat glava neke občine, tako da mi rabimo Mateja Pečnika, letnik 76, da nam držiš tango na športnem področju, ja, da se zgledujemo po tebi, pa da rečemo, še mi lahko, mi, ki gremo proti Abrahamu. Kaj bi letos še odtekel, če ti ta poškodba ne bi prekrižala načrtov, poleg K24? Ja, Kranjska Gora, 100 mil. Definitivno. Čeprav to možno celo, no. Jaz pravim, če me spusti, sem rekel, da grem. Vsaj da vidim, kaj je, da to grem tudi z malo kilometražo, resnično, da vidim, kaj je, no. In kaj to pomeni z malo kilometražo, saj. Če spusti noga, če ne, potem ne. Si spremljal lansko dirko, pa vse tiste vremenske kolobocije? Sem in vem, da bo to tudi enkrat mene doletelo, no. Zdaj, kako se bom odzval, ne vem. Ampak ne mrem, da se normalno je, da je fajn, če je suho, če je lepo, ampak tudi lani v Vipavju je bil en čas dež, pa noč, prvič po noči, ampak ni bilo potem, po štartu je strah zginil in ni bilo dobenih problemov, no. Ne igramo ping-ponga, takrat pač, da je v redu svetlova, pa v redu miza, kaj žogce. Zdaj, če smo zunaj, smo zunaj. No, jaz, če sem zdrav, pa se normalno počutim, pa
Jaz nimam problema v dežju iti teč, ko meni reče, dva oblaka, dež bo, danes ne morem, dež, ali, ne vem, vetro, ko pa grem. Prav. Pač mokar, ko pa. Če so že pri trpežnosti, pa Koroški. Ste Korošci moče bolj trpežni, kot pa kakšni dolinci iz kje drugje. Vas je moče kraj, narava, zgodovina in tako naprej naredila bolj zagrizene zaradi vseh, bom rekel. Definitivno nas je ta pomanjkljiva, katastrofalna infrastruktura povezana z centrom Slovenije. Seveda to morate razumeti, da mi rabimo do Arje vasi veliko več časa, ko pa potem za daljšo kilometražo do Ljubljane. No. Do Ljubljane. In pa Koroška je, slovenska Koroška je, res je, to je ena dolina, ne? Na obe dve strani so hribi, lahko je samo ena cesta, medtem ko že čez mejni prehod Holmec, ne vem, to 7-8 km zračne linije, se pa razpre ena široka dolina, neizmerno veliko možnosti za dobro infrastrukturo. Da mi smo pa res stisnjeni tu noti in pač lahko gremo samo navzgor, no. Pa skozi Hudo luknjo proti Ljubljani. Kar nekaj sem se prevozil čez Hudo luknjo, ja, pa tudi čez Holmec in že, bom rekel, 20 let nazaj smo se pogovarjali o tem, ne vem, tretji razvojni osi, pa ne vem, čem še vse, ne, pa v tej nesrečni avtocesti, ki bi mogla Korošce že enkrat povezati z civilizacijo, pa do zdaj še ni bilo tega uspeha, no. Zdaj upam, da se ne bova preveč postarala, preden boš v Ljubljani pač prej kot pa, ne vem, jest v Mariboru, no, Bog pomagi. To bi bilo že čas. Kaj pa, rekel, Koroška tekaška skupnost, se kaj družite? Jaz poznam kar nekaj fantov in deklet z tistih koncev, ki so tekli še pred trejli, pa še vedno tečejo, se kaj srečujete, morda se poznate, se nebrž? Vse, mislim, ne da se srečujemo, ampak se srečamo, poznamo se, spremljamo en drugega. Tako da, to ja, čeprav tam pač izhaja predvsem cestni tekači, ne. So bili in Robač, Česnik, da to maraton tudi po 2 uri pa pol, tega. To je pa pol že za slovenske razmere super rezultat, ne. No, zdaj ste pač eni vodilnih v ultra trail teku, če smo že pri tem, ja, a ne? Zdaj, kjerkoli se pojavite, pač ste strah in trepet ostalih, od Bohinjcev do, bom rekel, Kočevcev, pa severnih Primorcev in vseh podobnih tekačev. Imaš recimo v Sloveniji kakšnega tekača, ki ti je tebi morda idol ali pa zgled? Paradoks je, da je mlajši od mene, ne, pa da je vzgled idol. Sem že prej dejal, da prvo sem začel njega spremljati, ne, prvo je bil tudi pač znan v mediji, Tilna Potočnika, no. On mi je res tak, sem že včasih z občudovanjem, rad pogledam, preberem, tudi, ne vem, ko sva se spoznala, ta njegova enostavnost, zdaj pa preko Messengerja, pa kaj smo vse skozi v stiku in resno, on mi je, tako sem bil pozitivno, prijetno presenečen, kako enostaven, prijazen, tak, realen, čist en pop je, no, resno, pa je mlajši od mene. Zdaj smo na njega gledal z spoštovanjem, tudi zdaj. Prav. Ja, par epizod nazaj je bil moj gost, zelo lepo sva se pogovarjala takrat. Gleda, posluša. Ja, tudi jaz njega prej nisem poznal, ja, ker iz drugih športov izhaja, pa iz adventure raceov in tako naprej, no, v trailu se je potem, sem ga zapazil, no, in sem ugotovil, da je človek res na mestu, skromen po svoje, zelo preprost človek, ki mora imeti
glede na to, s čim se ukvarja, zadeve zelo lepo razdelane in prizemljen, seveda, kajpak, ne? In zato tudi zelo uspešen. Dejva za konec, urca pa pol, masa čekala, jaz tole vodo srebam, nisem odprl piva, te nisem rekel, da lahko vinček, pa evo, mogla še govoriti urco pa pol. Kaj bi še, mislim, razen 100 milke, jasno, rad postoril, kaj bi rad počenjal še v ultrateku, morda se lotil še kakšne druge discipline, kakšnega drugega športa, kaj te še, recimo, driva, kaj ti še gre po glavi, so že pri teku? Ne, pri teku, rad bi se trailov v tujini. Par trailov v tujini se bi rad, zdaj ta Lavaredo, ki mi je letos šel iz rok, dobro, UTMB je tak, nima smisla zgubljati besed. Samo, ne vem, tudi v Avstriji so zadeve, ki je Mozart trail, ne, v Salzburgu in pa zdaj okrog Großglocknerja, kjer je takrat, za vikend Martina Potrč bila 3. To so ene zadeve, ki bi definitivno se jih rad udeležil, no. Ne samo, zdaj, da bi iskal rezultatski vidik, ampak zaradi same narave, razgledov, doživetja. To ja, zaenkrat so moje želje pač povezane z trail tekom, pa da bi, mogoče malo smešno, pozimi, da bi na veliko različnih lokacijah, ne vem, v Italiji, kje tudi v teku za sebe, daljše teke na smučeh v enem krogu, ne da je krog kilometer, pa da moraš 50 krogov narediti, ampak da je en krog 50 kilometrov na tak način. Res čisto, da začneš in da lepo sneh misli in da greš, no. Ja, v Sloveniji takega kroga ni, razen če pade 3 metre snega po celi državi, a ne, potem ga pa ja. Potem se pa lahko prepeleš sem čez Jezersk, mogoče, ja. Matej Pečnik, lahko bi se pogovarjal s tabo še urco pa pol. Prav, ko si govoril, prav tudi meni so šle kocine gor, ker se sram. Si človek, ki zna verbalizirati stvari na ta način, da človeku živo predstavi tisto, kar ti rad počneš, pa bi jaz tudi rad počel. To pa, se pravim, sem se s trailom spogledoval, pa ga probal zadnjih 20 let takoli drugače. Ampak te ultra razdalje so mi bile zmer malo misterij, kaj človek počne po 70 kilometrih, pa jih ima pred sabo še, ne vem, nikoli 30, zmer še 37, a ne, ker je zmer 100 daljša, a ne, no, razen pač na K24, ki je edina normalna, da ni 107 ali pa 112, ali pa ne kaj, a ne, to mi je toliko všeč. Tako da, ogromno novih stvari si mi povedal. Zdaj sta tvoja sinova, kdaj s tabo, ti res z njima na kolo, ampak ona da s tabo teč? Po zimi že od nekdaj, tam je pač dobro na pol tek, na pol hoja. To vse je z starejšim, smo včasih ogromno tega skupaj delali. Zdaj, ko je cestni kolesar, je tega tudi po zimi nekaj manj, ne, same hoje, ampak večino na kolesu. Gre pa ta mlajši zdaj na 24-kilometrsko varianto v Črno. Teda smo prav, včeraj smo bila skupaj na enem predogledu, no, in imate kakšne noge, saj je bil tudi, je bil pred leti, je bil na šolskem krosu, državno prvenstvo s kolesa, šel teč in je bil 3. generalni, no, teda. Mislim, a ne. In se je odločil zdaj, da gre na 24, tako da bi se lahko sam smil. Tako da ja, tudi če Pečnik ne more, pride pa drug Pečnik, a ne, pa vskoči. Če v fotor kdaj šel na daljše, bodo mulci pobrali pa pač lovorike na krajših razdaljah, tako da. Matej, bilo mi je v čast in veselje, super debata. Upam, da zrihtaš tole nesrečno mišico, no, ker ja, september bo kmalu tle.
Jaz isto upam, no, ker res že komaj čakam, da tečem to v Pogoljških stezicah brez straha in s čisto sproščenostjo, kaj bo narobe z nogo. Bil je pa resnično super ura, 45 ura 40, no, jaz bi rekel 14 minut, ne pa ura 40. Mislim, ja, to je tako, ne, po navdihu, ne, kakor greš teč, tako da bi šel teč brez ure, ne, pa prideš nazaj dan, pa vidiš, da ste menili 2 urci, pa si samo dobro malo za Švico, pa fajn si se imel. Matej, upam, da se kmalu vidiva tudi v živo, pa še kakšno rečeva. Jaz ti bom zahvalil za tvoj čas, za tvoje zgodbe in tvoje lekcije in maham na Koroško. Maham nazaj. Hvala, srečno, živo. Hvala, srečno, enako.